Nikoli! Eni pa že znamo gledati na uro. Drugih mame tega še niso naučili. A veste, kaj bi vi lahko bili, ko boste veliki? Kaj pa? Šmihelski Big Ben. Ti, ki si manjša, bi bila urni 4 minut pokazalec. Vsakega, ki bi karakoli zamuril, bi potopi pogledal. Ti ta mala, da ne bi bila preveč pametna. Žujo, ste videli kaj novega na televiziji? A je včeraj to gledal 4. kanal? Opravičujem se za zamudo. Ampak ravno kar sem rešila življenje zadnjemu snežnemu leopardu in indijskemu slonu. Zato res nisem... Kaj? Če že zamujate, bi se lahko vsaj opravičila. A opravičila? Ja. Pardon, res, 1000-krat pardon. Res, oprosti, se nikoli ne bo več zgodilo. Res mi je žal. 1000 milijonov-krat oprosti, res pardon. Nikoli se ne bo več zgodilo. A je dovolj? Torej, včeraj bi ogledal 4. kanal. Se boš prijavila? Ne vem, pa ti. Predolgo traja, ne vem, če bi zdržal toliko časa. Halo! O čem pa vidva pravzaprav govorita? Pa ne da v naši novi igri? Ja, sej res. Igra. A spet niste prebrali nobenega teksta. Kako bomo pa začeli? Ma rekli smo, da bomo danes izbrali tekst. Ja, jaz res nisem imela časa za branje. A nisi včeraj gledala televizije? Saj raje gleda reklame, kot da bi prebrala kakšen tekst. Kaj ste se spravili name? A mislite, da nimam drugega dela, kot da berem butaste tekste? Butaste tekste? Saj te nihče ni prosil, da si zraven. Sama si prišla, če te lahko Ja, super! Že začeli, nismo pa želeti perje. Še prej bomo izbrali tekst, se bomo na smrt skregali. Saj še poskusili nismo, dajmo vsaj poskusiti. Ni moja krivda, res ne. Moja mama je hotela vse vedeti. Zakaj gre? Kdo bo tukaj? Koliko časa bo In trajalo? je trajalo, da prideš. Drugič, prej začni izvajati manever odhoda. Kaj? Manever pomeni čim lažje in hitrejše premikanje enote mimo ovire do cilja. Enota si. Ovira je tvoja. Tvoja mama. Tvoj cilj pa je odhod od doma. Razumeš? Ne. Joj, le ena pametna. Kot 25 ur na dan gleda televizijo. Obstaja tudi še manever za napad sovražnika. Če bi začeli igrati boks. Zakaj sva tu? Ja bi se tako rade pretepale. Super, da te nikoli pa pri boksarska vreča. Spet se samo prepirate.
povedati, da ne bova več sodelovali v igri. ne bova igrali. Kar tako? Ne kar tako. Prijavili se bova na šov. Pa Jane na tistega gej zmagaj sem gledal. Jaz tudi. Zato niste imela časa za tekste. Kaj delam v svojem prostem času, je moja odločitev in tukaj pa... Nekaj no. Kam se boste prijavili? Še pol ure imamo časa za prijavo na šov Glej in zmagaj. In naša edina naloga je v tem, da ga vedno gledamo. Gledaš in dobiš 5000 evrov. Če gledaš televizijo, dobiš 5000 evrov. Ja, finta je namreč v tem, da te me dodajo lahko kadarkoli pokliče po telefonu. In če se ne javiš, si ven. Konec! Out! Finito! Basta! To je vse? Ti če izmagaš? Ne, potem seveda preverijo, če res gledaš. Kako preverijo? Vprašajo na primer, kdo je zadnji stopil skozi vrata, kakšne barve ima nekdo hlače. To pomeni, da moramo imeti barvni televizor. Pardon, vid z bradom. Sam še tiho. Torej, če se prava zavela, je glavna naloga prijavljenih to, da gledajo televizijo. Ja, in prijaviti se je treba zdaj. Časa imamo samo še 20 minut. Zakaj pa tako malo? Potem se že začne prva oddaja. No, je že super sedeti doma, gledati televizijo in zaslužiti. Kar se mene tiče, si za. Ampak tukaj pa delamo, smo kreativni, ustvarjamo. Samo nehaj, ves čas poslušam, kako mora biti ustvarjalna. Da je ustvarjanje pomembno. Sovražim ustvarjanje. Obožujem televizijo. Ampak potrudili smo si jo. Kdor je za 5000 evrov, je z mano. Ampak trenutno imam ustvarjalno krizo. Jaz bom pa prvi aplavz na vaši premieri. Če bo že konec, Glej in zmagaj traja namreč 3 mesece do vsak večer. Kar bo zahtevalo od nas strašno koncentracijo in napor. Še retorično vprašanje. Vi nikakor ne boste sodelovali? Ne. Torej, prijavljam nas 4 mušketirke. Drage moje, ker je oddaja na vrsti že čez 18 minut, vas vabim, da si ogledamo pri meni doma. Si namreč sama. Vse skupaj igra za 4, to je malo. Ne malo, to je totalno dolgočasno. A ne bi še vi gledali? Ne! Mi ne bomo odnehali, saj ne na začetku. A da smo že začeli? Nismo odnehali. Ne vem sicer, če je to enako kot začeti, ampak... Pripravljam načrt, izvoli, najprej dam. Torej, predlagam, da bi za nekaj časa zamrznili naše gledališko ustvarjanje. Kako zamrznili? V zmrzovalniku? Hej, predstavljaj si, da je naša igra ogromen sladoled. In ker ga ne moremo pojesti takoj, ga daš v zmrzovalnik, da se ne stopi. In pojedla ga boš čez 2-3 dni, razumeš? Ne. Kako ne? Jaz se mi še nikoli ni zgodilo, da ne bi mogla pojesti sladoled takoj. Pustita zdaj ta sladoled. Naša naloga je, da spet postanemo velika skupina. In to bomo... Ne razumem. Kako? Ulovili? Mi? Jaz ne. Saj ne bomo ulovili. Vedno imajo odklenjena vrata. Samo nepovabljeni bomo prišli na obisk. Je velika razlika. A da je? Ja, in takoj bomo ustrašili, da nikoli več v življenju ne bodo gledali televizije. Jaz sem za, bom lahko, saj enkrat lahko ful upija. Ne, tiho,
bomo vzeli baterije iz daljinca. Kaj bomo vzeli iz kje? Daljine za televizijo, čudež tehnike že 30 let. Kakšen čudež? Poglej. Gledaš nekaj dolgočasnega, pritisneš na gumb in hop, že gledaš nekaj drugega. Moj dedek je imel še polavtomatskega. Televizijo je vedno gledal z metlo. In če vam se nekaj všeč, je z njo pritisnil na gumb in ga zamenjal. Takrat so imeli samo 2 programa. Samo 2 programa. Prvi, drugi, prvi, drugi, prvi, drugi, prvi, drugi, prvi, drugi. Ante, skoncentrirate, prosim. Seveda, šefica! Torej, načrt je tak. Pridemo, vzamemo baterije in odidemo. In to je vse. Predlagam, da gremo tja inkognito. Na skrivaj in zato potrebujemo skrivna imena. Jaz bom Jan. Bam! No, jaz pa Žan. Torej, ponovimo. Lan? Ja, bam, Žan. Jan, Lan. Bam, Žan. Vse je jasno? Gremo. Ampak priprave, dogovori. Bomo improvizirali. Sej znamo iz gledališke šole. Tukaj. Kje pa je mojca? Mislim, da se spet pudra, ne? Začelo se je! Se je že začelo? Preštudiraj barve, obleke, ozadja po hiši.
poslušaj, kaj govorijo. Jaz bom prevzela celoto. Mojca! Spremenila sem se v koncentracijo. Da se ne boš koncentrala. Kaj pa sem spet? Glej mizo na televiziji, ne tele, na televiziji. Ona Marijana nas je... Pa zujmo tiho, nič ne sliši. Zdaj nič ne govorim. Pa še vodo. On se premakne. Barve, ti gledaš barve, ne premikanja. A sploh ločuješ barve? Med zeleno in rdečo. A vidiš razliko? Daltonizem. Sprašuje, če imaš daltonizem. Daltonizm je barvna slepota. In po moje nima, ker zanjo zboli le 1% žensk. Take sreče pa še dana nima, da bi imela tako redkega. No, doktorci lahko delata tisto, za kar ste določili. Še pa ona kuha kavo in on bere časopis. Izjemno napeto. Na mizi ja, mize sploh nimajo! Sploh je ni elektrike! Kam pa? A si nora, me ga dajo. Stene so bele, on bere časopis, ki je siv. Na tretji strani je, ki je tudi siva. In izgleda, da ga bo popolnoma študiral. Ona kuha kavo, ki je črna. Oblečena je v rdečo obleko. A se tvoja mama tudi preoblači med kuhanjem kave? A zdaj pa še ti. Če ni mize! Pa gledi, sliko na steni, sliko z gozdom. Preštej, drevesa v gozdu. Drevesa v gozdu, na sliki, na steni, na televiziji. Tri drevesa, Če mene vprašaš, je tole najbolj dolgočasna reč. Kaj sem jih zdaj gledala na televiziji? Razen curling. Kaj? Curling, tak komičen šport, kot bi gledala mamo, ki pometa. A tvoja mama tudi vpije med pometanjem. Kaj? Poglej.
naprimer, kdo išče? Ja, ne idejo, no, da sem. A lahko eno zapojem? Mama mi je vedno govorila, naj pojem, kadar mene strah. Šalala, a lahko? Ne! A si čisto nora? Ženi, kdo je tukaj? Tako, gasi! Mene se ima noč reči rodi. A se vam... Vizija svetilka obnovljena. Ko smo prišli, je luč gorela, a ne? Ja, in potem je ne umnočijo, zdaj jo gasnemo. To smo tela povedala. Imaš prav. Ma ja, isto... Prav. A potem jih ne rabimo? Ne, zaenkrat ne. Potem jih pa nese nazaj, da nikakor ne. Človek nikoli ne ve. In zdaj pa akcija! Akcija! Tega! Razglejte se v prostoru, če je zrak čist. Je, če je zrak čist. To se tako reče. Leče v sobi. Jaz vidim. Koga vidiš? Ja, vas. Zame na kateri se deluje zadnjič. Prosim. Treba je vprašati luči, da pustimo sobo. Zavčevanje z energijo, čistejše okolje. Kaj ti trava? To dela za svoje vnuke. Vnuki moji bodoči, to je za vas. To je bilo. Svetike, nimam več veliko časa. Ne najdem in ne vse imela. No, kaj sem Ja, če se pa ne spomnim kam. Ja, a si? Lej, izvoli. Prosim, če v prihodnje ne delaš po svoje način. Res, prihodnje ne delaš po svoje. Ampak je rešila problem. Ja, sem šefica. Jasno, lan, jan, lan. Jasno? Jasno, Dan. Potem smo To je moj čep, tega kesti v kutu v daljnici. To je čep, čep, pusti ga, no, pusti ga, ja, čep ne ide. In kaj zdaj? Ugasi televizijo, baterije ven in gremo. Hitro. Ti tvoje vaše panje. Televizora že ne bi bilo treba ugašati. Sej ga nisem. Ja. Sej, zdi se mi, da ga nisem. Da dela za 5000 evrov. No? Je pa še čisto normalno delal, no. Niti oddalja teče. Še pa ne reagira. Televizija dela, ampak programi pa. A mi moraš prestaviti na 4. kanal. No, to je pa čudno. Ni baterij. Ni časa za čudenje. A imate dodatne? Še grem. Se vama ne zdi, da je... Pozrile od pretiranega varčevanja. Oni še slišali, da je treba jemati. Saj nisva. Sej imam hitro. Spet kuha kavo. In mize še zmeraj ni. In na sliki so še zmeraj 3 drevesa. Na mobilni tudi še niso. Še knjižanje ne rešujejo. To me spominja na družinski izlet. Ja nam je ata vse popoldne kazal, kako se lovi ribe. Kako? Kaj je bilo takrat? Nala boš vse ribe. Jaz sem lačna. Zaradi rib se mi obožujem ribe. Oprosti, nisem nič umila. Tako kot taka ata. Najbolj traumatični izlet mojega sicer srečnega otroštva. Ampak španjole pa imaš? Ja, španjole. Je 5000 evrov. Ena ne stara.
šla noter, vzela daljinca in prišla sem. Ja, že ne. Jaz tudi ne, ker sem šefica. In dela šefice je dajanje navodil in kontroliranje podrejenih. Meni škripljajo pa plati, zato odpadem. Nisem slišala. Škripljajo samo v popolni tišini. Torej, sem jaz se svoj vložni, da je tvoja naloga. Torej, greš noter, vzameš daljinca in prideš spet ven, preprosto do enkrat ena. Če bo šlo kaj narobe, vedi, da pazimo na te. Če bo šlo še bolj narobe, vedi, da smo te imeli zelo, zelo radi. Ampak tako rečejo v filmih. To ni film, to je življenje. Tehnika žena, ko misli. Torej, Tilan boš pazil okno. Pan na jamo in Tijan. Kje pa je? Ma tenko. Po moje je zbežala. Jaz bi tudi. Kakšna reba. Lan! Pridi, no. Jaz tukaj sem. In tu je daljinec. Spet prehitela, zakaj nisi počakala na navodila? Ne, že dobro. Ampak televizija še vedno vžgana. Vidiš, kaj ne počakala? Jaz ne bom hodila nazaj, samo to vam povem. Pa sej ni Torej treba. bo šel Jan. Meni še vedno škripljajo pod plati. Lahko se sezuješ. Imam strgane nogavice. Čudno, ko je nevarno, pa tebe skrbi luknja v nogavici. Pač pazne so je dober ugled in izgled. Kaj? Temu se reče slab izgovor. Ali strahovitnost? Veste kaj? Kaj pa ti delaš pri sovražniki? Končujem visijo. A da bi še ne videl? Ja, seveda, kauze. Ja, tudi. Jana, zakaj si pa ugasnila? Pusti! Zakaj si pa ugasnila? Ti si po moje resnična daljinca hitro prišla. Jaz ga nimam. Pa je. Ni daljinca in še zaspala je. Kako ni daljinca? Ni ga. Tu je pa res čudno. Najprej ni baterij, zdaj ni daljinca, a res ni bila nobena od vas. Sej nisem neumna, da bi se hecala s 5000 evri. Mi smo bile v kuhinji. Jaz res nisem bila, prisežem. Potem je bil Zakaj bi lepo te prosim nekdo prišel in ukradel baterije in daljinca? Da ne bi gledale. že ne gledam. Mami? Mami? Hej, no! Nekdo noče, da zaslužimo 5000 evrov. A ne boš rekla, da kdo krade daljince po vseh hišah, ker gledajo četrti kanal? To je še bolj neumno kot naš šov. Še neumni, ampak samo grozno dolgo čas. Zato sem pa zaspala. Ne boste verjeli, da sanja. Kaj? Kuhala sem kav. Ogromne količine kave. Kava sem pogledala sama. Helena. Jaz, zakaj pa jaz? Helena. Pa jaz nočem. Helena. Halo? Ja, pri telefonu. Ja, seveda gledamo. Ja, zelo napeto, ja. 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 Helena? Ja. Helena? Televizija. Poklicali bodo čez 5 minut in gremo v živo. Zdaj so samo preverjali, če gledam. Če gledam. Kaj sem rekla?
Vse si slišala, ja, to je me rekla. Po moje tako ne bodo več poklicali, ker ni komunikativna. Sem brala, da vse najprej preverijo in se odločijo samo za take, ki znajo povedati saj za stavka, če ne. No, pa kaj tako nimamo nobene šanse več? Kaj pa so te vprašali? Ja. To si odgovorila. Najprej pa so te nekaj vprašali, a ne? Ja. Mislim, da je z njo konec. Za zmeraj. Pa ni bila slaba prijateljica. Sem brala, da ni vsak za javno nastopanje. Nekatere enostavno zamrznejo. Takole. Moj Vprašali so, če gledam. In si rekla ja. Vprašali so, če natančno gledam. Ti si spet rekla ja. Sej, pri takih inteligentnih vprašanjih ni mogla biti posebno zgovorna, a ne? In vprašali so, če bom še naprej gledala. In si rekla ja. In so rekli, da bodo čez 5 minut mogoče klicali, naj bo prosim pripravljena in takoj dvignem slušalko, ker ne morajo toliko časa čakati. To je le televizija in če takoj ne dvigne, bo šel eto pač od ruke, kliče vlada enkrat in možnosti ima samo tisti, ki je hitrejši. In rekli so, da pride vsak na vrsto samo enkrat in upe, da to razume. Ne bom vesela, da sem danes tako dolgo čakali, da sem dvignila. Povej še enkrat, mislim, da nisem. Mojca! Še ravno, da si lahko rekla trikrat ja. Ja. Čez 5 minut praviš? Ja. A je tole nalezljivo, tale ja? Nič. Najbolje, da pojemo špagete in naredimo plan. Prej bomo pa še zaklenile vrata. Ne bi rada, da naslednjič, ko odprem vrata, ni več sobe. Saj sem vedela, da bi morala biti pri njih. Ne samo, da zdaj lejejo špagete, čez 5 minut bodo dobile 5000 evrov. Pa pozvoni in reci, da si z njimi. Saj tudi bom. In še to, da si pomagala vprašateljica. Saj ga bom prinesla nazaj. Ne boš. To je skupna ukradena last in kar je naše, ni tvoje. No, ja dajmo nazaj in skupaj gledamo televizijo. Ampak to smo počeli samo zato, da pride spet nazaj igrat. Invalidec je bil samo sredstvo. In pravzaprav ga sploh nismo ukradili. Kaj pa smo? Malo smo ga peljali na sprehod. Davico. Na sprehod. Ja, naj vidi malo sveta. Ves čas leži v dnevni sobi. Če v kuhinjo ne pride, kaj pa še na balkon? No, jaz sem se mu pridružila. Telefon! Dober večer, vas. O, mama. Kaj? Nič, samo malo sem klimala za to. Ne, mama, res ne. Ja, bom. Kdo je klical? Trikrat je rekla mama. A ja, njena mama se gledalo. Kaj pa vi pravzaprav delate tukaj? A mi? Ja. Tukaj? Ja. Pravzaprav. Ja. Nekaj ne povem, ona je šefica. Povej, kaj delate tukaj? Mi smo Radi. Mi smo tukaj zato, ker... Tako bi rekel, ker smo Ker slučajno smo se sprehajali v bližini in na slih zagledali vašega Davica. In ker smo vaši prijatelji, smo se odločili, da ga prinesemo nazaj. ste mogoče na sprehodu čisto slučajno srečali tudi kakšne baterije. Baterije? Saj veste, da drugače ne dela. Boste zgnili. Ampak prej si nam Lahko nehaš. Ampak jaz sem dela. Vidite, da so jih našli. Baterije, Davica. Od tega
In še nekaj, jaz bi spet igrala, tale oddaja je Super dolgočasna. Brez mize, jaz bi tudi raje igrala. jaz tudi. Hej, imam idejo za tekst. Skupaj napišimo našo dogodivščino. Kako smo se skregali in kako smo kradli. Odlična ideja, jaz bom prinesla računalnik. Veste, kaj bi bilo super, če bi vi igrali nas, ne pa vas, ravno obratno. Jasina, a najprej še misija 4. Pa spravljate! Imamo samo še 7 minut! Adijo, Helena. Adijo. A